Pozdravljeni v petem izdanju oddaje Puntar TV. Uporniki so po turnirju na Škofijah in napornih fizičnih pripravah odigrali niz pripravljalnih tekem. V sredo 24. avgusta so v Kobaridu odigrali pripravljalno tekmo z Oplastom in jo izgubili 7-0. 3 dni kasneje pa so na dnevu slovenskega futsala v Laškem odigrali močan turnir. Osvojili so končno drugo mesto, premagali so Bronxe z 2-1 in klonili z Litijo 4-0, strelca Tilen Štendler in Aljaž Laharnar. V torek pa so odigrali tudi pripravljalno tekmo, generalko pred začetkom prvenstva v domači dvorani z Velikimi Laščami. V petek pa Puntarje že čaka uvodni krog prve slovenske futsal lige, težko in naporno gostovanje v Rogatcu pri ekipi Dobovec trgovine Jager. Sem Boštjan Uršič, igralec Puntarja, vi pa spremljate oddajo Puntar TV. Zadnji dan prestopnega roka je vrste Puntarja okrepil 27-letni bivši igralec in kapetan Oplasta Jani Ručna. Z njim smo se pogovarjali neposredno po podpisu pogodbe. V kombinaciji s Puntarjem si bil že kar nekajkrat, v tretje pa očitno gre rado. Ja, variant je bilo polno, ne, pač časi se spreminjajo, leta se spreminjajo, pač jaz v Oplastu sem preživel 9 let. Moram reči, da doživel sem zelo lepih trenutkov, mislim pa, da je prišel zadnji čas, da zamenjam okolje, pač malo sem se prenasičil ljudi, enostavno bi mogel zamenjati malo klapo in tako pač enostavno mislim, da sem najbolje tako naredil, da se odstranim od Oplasta in čeprav jaz upam, da ljudje me bodo sprejeli še vedno tako, kot so me prej in prav bom v Puntarju preživeti sezono po najboljših močeh. Soigralce poznaš, trenerje poznaš, najbrž vklop v ekipo ne bo težak ali pač? Ja, jaz Puntarja poznam, trenerja poznam in mislim, da glede na to, koliko sem sam študiral, mislim, da problemov ne bi smel imeti. Znan si po tistem tvojem silovitem strelu, tudi tiste tvoje globinske podaje so bile kar znamenite svoj čas. Kaj je tisto, ki te najbolj krasi poleg omenjenih stvari? Ja, te podaje pa streli, to so bili časi, jaz mislim, da to mi še delno upam, še zmeraj ostaja in jaz mislim, da ne samo po strelu in po podajah, da bom ekipi Puntarja tudi po drugih najboljših močeh pomagal. Puntar igra svoj vrsten sistem, ki je utečen že kar nekaj let. Koliko poznaš način dela? Ja, jaz mislim, da Puntar, kar se tiče treningov pa tega, mislim, da dela dobro, mislim, da dela po reprezentančci in jaz upam, da se bom ujel in pomagal ekipi po najboljših močeh. Jani, hvala lepa za tvoj prvi intervju za Puntar TV in veliko sreče v rumenem puntarskem dresu. Hvala. Matej, kako bi ocenil generalko pred začetkom prvenstva? Ekipa Velikih Lašč se je pokazala kot zelo neugodna in trda ekipa. Ja, mogoče je bil malo problematičen pristop, ampak nič, zadnja tekma. Mi smo svoje stvari naredili, nismo bili pravi, nismo dobro odigrali, žoga nam je šla prepočas, ampak dokler je to še zmeraj na prijateljski tekmi, dokler se zavedamo, da to ni v redu, da bomo to poskušali popraviti še v redu, tako da jaz še zmeraj zelo optimistično pričakujem prvo tekmo, mislim, da bomo šli v en tak sproščen boj. Vem, da je Dobovci izredno močna ekipa, sploh na njihovem terenu, k nam niti ne leži, tako da nič, gremo tja, gremo maksimalno se potruditi in naj pač zmaga boljši. Tudi danes ste ponudil priložnost nekaj mladincem, vsaj v tej zadnji tretjini. Kaj ste videl od teh mladih fantov? Najbrž rabijo še kar nekaj časa, da bi se pošteno vključili v prvoligaško ekipo. Absolutno je tako. Če si ti nekje v ozadju, potem moraš na tekmi dati malo več, kot so dali danes ti fantje. Je treba biti bolj agresiven, je treba biti bolj v bistvu, če tako rečem, malo tisto nogometno, malo nesramen, je treba biti pač taka, ne. To se od njih zahteva, oni to vejo, ampak na tej prijateljski tekmi tega niso dali. Zdaj se je to mogoče trema, je to jaz ne vem, ampak ni važno. Fanti si morajo zavedati, da bo mogel biti pristop boljši, predvsem na tekmah. Tako da je pa res, da je vsaka izkušnja nekaj košta, tako da jaz upam, da bodo skozi te tekme, skozi te naše treninge videli, kako je pač to treba in bodo potem v bodoče to tudi izvajali. Morda še beseda dve o novi okrepitvi Janiju Ručni. Manač, jaz sem se z Janijem danes usedel, že prej smo se v bistvu bili v kontaktu, danes smo se dogovorili.
Jaz mislim, da Jani je igralec, ki nam lahko doda svojo motiviranost, svojim pristopom, doda še tisti kamenček, ki mogoče nam manjka, sigurno kvaliteten igralec. Jaz mislim, da se bo tudi hitro in kvalitetno vklopil v ekipo. Je pa res, da je na njemu, da bo delal, da se bo dokazoval in mislim, da bomo vsi zadovoljni tako kot Puntar. Prihodnji teden, ko bo na vrsti nova oddaja Puntar TV, bo za nami že prvi krog prve slovenske futsal lige, zato dajmo Puntar!